Vaš račun za živila ne narašča zaradi pohlepa korporacij ali državne porabe. Kaj pa, če je pravi razlog za naraščajoče stroške tisoče kilometrov stran? Del Tihega oceana je pravkar dosegel rekordne temperature, kar je pomagalo uničiti letino kakava in kave po vsem svetu. Kmetje se soočajo s finančnim zlomom, vaša jutranja kava pa je postala geopolitična žrtev. Skriti davek, ki ga plačujete, ne gre vladi, pogoltnega Tihi ocean. Prvo poglavje. 12-dolarna čokoladica. Zadnji El Niño v letih 2023 in 2024 je povzročil nepredstavljivo razdejanje v svetovnem kmetijstvu, vključno z velikimi motnjami v dobavi kakava, kavnih zrn in celo vode. Terminske pogodbe za kakav so se povzpele na več kot 150% med junijem 2023 in koncem leta 2024, pri čemer so dosegle vrh pri skoraj $12,200 na imperijsko tono. To je tako, kot če bi se cena srebra v enem letu povečala za 5-krat. Ta El Niño je veljal za močnega. Bil je eden glavnih dejavnikov, da je bilo leto 2024 najtoplejše leto doslej. In to je bil dobesedno le uvod. Tokrat Nacionalna uprava za oceane in atmosfero, ali NOAA, pričakuje super El Niño, najmočnejšega v zadnjih 150 letih. Da bo še huje, pričakujejo, da bo to poleti 2026 in bo trajalo vse do februarja 2027. El Niño 2023-24 je povzročil obsežne suše, poplave in požare v naravi. Močno je prizadel kmetijstvo, kar je privedlo do prepovedi izvoza in pomanjkanja ključnih pridelkov, kot je riž. Povzročil je zamude pri ladijskem prevozu in pomanjkanje električne energije zaradi nizke ravni vode. Zaradi kombinacije teh dejavnikov so se cene hrane po vsem svetu močno zvišale. To je bil močan El Niño. Zdaj si predstavljate, kakšno opustošenje bo povzročil super El Niño. To je pojav, ki postaja vse pogostejši in močnejši. Nekateri znanstveniki opozarjajo, da smo morda že v stanju bolj ali manj stalnega El Niña. Pričakuje se, da se bodo cene ključnih poljščin močno zvišale, saj lahko učinki trajajo do 3 let po dogodku. Cene kakava so po rekordnem skoku El Niña leta 2024 padle za 70%, vendar se cena čokolade ni znižala, niti približno. Če proizvajalci ne bi ukrepali, bi bila verjetno še veliko dražja, kot je že zdaj. Da bi ohranili nadzor nad cenami, so bili proizvajalci slaščic prisiljeni uvesti skrčflacijo, manjše čokoladne tablice za isto ceno. Zadnja žrtev je standardna čokoladica Mars, ki se je aprila 2026 zmanjšala z 1,8 unče na 1,41 unče. Podjetja, kot so Lindt & Sprüngli, Mondelez ter dobavitelj sestavin Barry Callebaut so prav tako posegla po zmanjševanju kakovosti. Kakavovo maslo nadomeščajo s karitejevim maslom in palmovim oljem. Drugi uporabljajo izveček kvasa ali kakavove alternative, narejene iz praženih grozdnih in sončničnih semen. Torej, El Niño je že povzročil, da so čokoladice postale manjše, manj čokoladne in dražje. Zdaj se bodo cene kakava spet začele močno dvigovati. Tega se ne da preprečiti. Vaše finance so na milost in nemilost prepuščene El Niñu. Podnebne spremembe so resnične in jih lahko neposredno občutite pri blagajni. Toda vplivi ne prizadenejo le pridelkov. Drugo poglavje, panamsko ozko grlo. El Niño je povzročil tudi suše, ki so privedle do nižje ravni vode na ključnih ladijskih poteh. Opozorilni znaki so bili že vidni med El Niñom 2023-24, zlasti v panamskem prekopu. 51 mil dolg prekop je najpomembnejša ozko grlo za ameriško kmetijsko trgovino. Približno 14 do 17% vseh ameriških kmetijskih izvozov po količini potuje skozi prekop. Še pomembneje za vaše stroške za živila pa je, da približno 40% vsega ameriškega kontejnerskega prometa poteka skozi prekop. To vključuje ogromne količine uvoženega sadja, zelenjave, surovin kot je kakav in predelane hrane. Motnje v prekopu povzročajo verižne učinke v dobavni verigi. Na koncu to občutite v svoji denarnici. Leta 2023 je uprava panamskega prekopa uvedla nova pravila, ki so dovoljevala največ 22 dnevnih prehodov za ladje. Pričakovali so povečan promet. In potem je udaril El Niño. Povzročil je hudo sušo v jezeru Gatun, ključnem delu kanalskega sistema, ki zagotavlja sladko vodo za njegove zapornice. Kanal izpusti dovolj vode iz jezera, da z vsakim prehodom plovila napolni 76 olimpijskih bazenov. Zaradi suše so se vodostaji znižali, kar je pomenilo, da je lahko skozi kanal šlo manj ladij. Do februarja 2024 je uprava zaradi nepričakovanega dežja lahko popravila številko in jo zvišala na 24, vendar je bilo to še vedno manj od običajnih 36 do 38 ladij, ki vsak dan prečkajo kanal. Vpliv je bil ogromen. To je povzročilo zaostanek ladij, ki je stalno naraščal. Na neki točki avgusta je bilo v vrsti več kot 160 ladij. Nekatere so odstopile in se odločile dodati tisoče mil, milijone dolarjev in dodatni čas potovanja s svojim potem.
Namesto tega so plule okoli južnega rta Južne Amerike, rta dobrega upanja na jugu Afrike ali skozi Sueški prekop. Lastniki ladij so ponujali do 4 milijone dolarjev, da bi si zagotovili prosta mesta, ki so jih te ladje zapustile, kar je več kot 20krat več od običajne cene. Zastoj se je po dobavni verigi širil kot okužba. Ko ladje niso mogle doseči pristanišč, so tovornjaki, ki so čakali na njihov tovor, stali neuporabljeni. Rezultat so bile zaradi suše povzročene ozka grla, ki so pustila toliko tovora na cedilu, da bi lahko napolnili vrsto tovornjakov od New Yorka do Londona. Gospodarska škoda, ki je nastala, je segla daleč preko Paname. Motenja so trajala več mesecev. V Južni Ameriki sta reka Amazonka in pritoki, kot je Rio Negro, dosegli rekordno nizke ravni. Skupnosti so bile izolirane, lokalna gospodarstva so bila ohromljena. Oktobra 2024, 8 mesecev potem, ko je El Niño popustil, je Rio Negro padel na globino 41,5 čevljev. To je bila najplitvejša izmerjena globina, odkar so se meritve začele leta 1902. Nizka voda je onemogočila tovorne ladje in rečne trajekte ter odrezala 100.000 ljudi v Braziliji, Peruju in Kolumbiji. Tudi tokrat je bil močan El Niño, naslednji bo še močnejši. Če lahko en El Niño zapre najpomembnejši svetovni kanal in največjo reko, kaj se zgodi med super El Niñom? Tretje poglavje. Energetska past. Predogled smo že dobili v letih 23 in 24 in nikjer ni bilo to bolj uničujoče kot v Zambiji. Ta celinska država je odvisna od hidroelektrične energije za 85% svoje električne energije. Večina te energije prihaja iz jezu Kariba. Elektrarna Kariba North je osrednji del hidroelektričnega omrežja Zambije in je odgovorna za približno tretjino celotne proizvodnje električne energije. Ali vsaj tako je bilo? Ista suša, ki jo je povzročil El Niño in je prizadela Panamo, je prizadela tudi Karibo. Do septembra 2024 se je proizvodnja elektrarne Kariba North zmanjšala za 90%. Aktivna zaloga jezera, voda, ki se uporablja za proizvodnjo električne energije, je padla na le 1,1 metra, kar je ena najnižjih ravni v zgodovini. Tudi druge hidroelektrarne v Zambiji so bile v podobnem stanju. Voda, ki je segala le do kolen, je državo hitro spravila na kolena. Povprečno povpraševanje po električni energiji v Zambiji znaša okoli 2400 MW. Do septembra je njena oskrba padla na 900 MW, kar je približno 60% zmanjšanje. Da bi stabilizirali propadajoče omrežje, je državno elektropodjetje ZESCO bilo prisiljeno uvesti načrtovane izpade elektrike, znane kot redukcije. Ko se je kriza poglabljala, so izpade elektrike podaljšali. Na vrhuncu je bila celotna država potopljena v temo do 21 ur na dan. Zambijci so se že navadili na 4 do 8 ur načrtovanih izpadov elektrike, preden so se septembra 2024 začeli 21-urni izpadi. 8 mesecev kasneje so se še vedno soočali s 17-urnimi izpadi elektrike vsak dan. Danes državo še vedno pestijo spremenljivi izpadi elektrike, ker energetski primanjkljaj ni bil rešen. Posledice zadnjega El Niña za gospodarstvo so bile hude. Zmanjšana industrijska proizvodnja, izgubljene poslovne ure in počasnejša gospodarska dejavnost. Toda izguba proizvodnje električne energije je imela tudi še en, potencialno bolj katastrofalen dolgoročni učinek, saj je motila prehod na čistejše, bolj zelene vire energije. Kot večina držav se je, tudi Zambija, začela diverzificirati svoje energetske vire z uvajanjem čistejših tehnologij. Država je podpisala vrsto pogodb za sončne elektrarne. Med temi je tudi 2 milijardi dolarjev vreden dogovor z državno podjetje Združenih arabskih emiratov Masdar ter pogodba o odkupu električne energije s kanadskim podjetjem Sky Power Global. Upajo, da bodo zagotovili dovolj sončne energije za 4 milijone gospodinjstev. Zdaj se je Zambija zatekla k obupnemu poskusu, da bi ohranila prižgane luči. Obračajo se k premogu. Junija 2026 je državni investicijski sklad Zambije, ZCCM Investments Holdings, napovedal partnerstvo s kitajskim podjetjem Wonderful Group Services Limited. Cilj je razviti velik termoelektrični projekt na premog, ki naj bi proizvedel do 600 MW električne energije. Vlada nima izbire. Mora ohraniti rudnike v obratovanju, tovarne v pogonu in gospodinjstva priklopljena na omrežje, medtem ko se obnovljivi viri še razvijajo. Pravijo, da premog ponuja nekaj, česar sončna in hidroenergija ne moreta. Elektriko proizvaja ves čas, ne glede na padavine, oblačnost ali sezonske vremenske razmere. Toda hkrati pospešuje svetovno podnebno katastrofo. Kratkoročno preživetje se zamenjuje za dolgoročno katastrofo. V krutem preobratu prehod na zeleno energijo sabotirajo prav podnebne spremembe, proti katerim je usmerjen. Škoda pa se ne ustavi pri pomanjkanju elektrike. Četrto poglavje. Riževe vojne. Pomanjkanje vode ne povzroča le izpada elektrike, izpraznuje svetovne zaloge hrane, povečuje možnosti za razširjeno lakoto in dviguje cene redkih osnovnih živil, kot je riž. V zadnjem desetletju je Indija postala največja izvoznica riža na svetu, saj je v letih 2022 in 2023 predstavljala 40% svetovnega izvoza riža. Vsaka motnja v indijskem izvozu ima dramatičen odmev po vsem svetu.
In točno to se je zgodilo med El Niñom 2324. Po vsej Aziji je riž temelj prehrane ljudi. Zagotavlja med 40 in 67% vseh zaužitih kalorij. Države od Bangladeša do Nepala so močno odvisne od uvoza iz Indije. Zato se je julija 2023 razširila panika, ko je Indija nenadoma s takojšnjim učinkom prepovedala izvoz nebasmati riža. Več kot 40 držav se za več kot polovico svojega uvoza riža zanaša na Indijo. Prepoved pa je prizadela približno 25% celotnega indijskega izvoza riža. To je povzročilo takojšnjo paniko. Prepoved je trajala približno 14 mesecev, indijska vlada pa jo je odpravila septembra 2024. V tem času je cenoten izvoz riža iz Indije v primerjavi s prejšnjim letom upadel za 34%. Izvoz nebasmati belega riža je upadel za 88%. To je bilo kalorično enakovredno odstranitvi vsakega zrna riža z vseh polic v vseh trgovinah Walmart v ZDA. Učinek? Ogromno zvišanje cen riža po vsem svetu. Države po vsej Aziji in podsaharski Afriki so hitelo iskale nove dobavitelje, vendar so bili tudi Tajska, Vietnam in drugi glavni izvozniki prizadeti zaradi El Niña. Do februarja 2024 je cena referenčnega tajskega riža poskočila za 22% in dosegla ravni, ki jih ni bilo že 15 let. Šok se tu ni ustavil. Cene riža so poskočile po vsej Aziji in Afriki, pri čemer so bile države kot so Nepal, Filipini in Senegal še posebej močno prizadete. Te motnje so nedvomno povečale prehransko negotovost in revščino v nekaterih krajih, ki si tega najmanj lahko privoščijo. Izgube blaginje samo v podsaharski Afriki so ocenjene na približno $353 milijonov kot neposredna posledica prepovedi. Odkar je bila prepoved odpravljena, so Indija in druge države povečale dobavo. To je prispevalo k občutnemu padcu cen nazaj na bolj normalne ravni, dokler ne udari naslednji super El Niño. Če so domače zaloge ogrožene, je Indija dokazala, da je pripravljena ustaviti izvoz, da stabilizira domači trg. In ni samo riž. Vse vodno zahtevni pridelki, kot so sladkor, palmovo olje in bombaž, so ogrožene. Le malo stvari hitreje poruši družbo, kot to, da osnovna živila postanejo redka in predraga, še posebej v državah v razvoju. Naraščajoče migracije, geopolitična nestabilnost, konflikti in višji stroški za živila bi lahko postali pogostejši. $12 čokoladica, pomanjkanje vode in krize z rižem niso osamljene katastrofe. Povezuje jih ogromen atmosferski sistem, ki pa razpada. Peto poglavje. Nevidni motor. Ko govorimo o El Niñu, je večina pozornosti usmerjena na to, kako ta pojav povzroča višje temperature morske površine v tropskem Tihem oceanu. To posledično vodi do motenih padavin, suš, poplav in številnih drugih podnebnih težav. Ti problemi so zelo resnični, vendar višje temperature niso najbolj nevarni učinki. El Niño uničuje globalni dežni stroj in posledice bi lahko bile nepredstavljive. Vzhodno-zahodna atmosferska cirkulacija nad Tihim oceanom je znana kot Walkerjeva cirkulacija in ti vzorci vetrov določajo, kako teče svetovna trgovina. Igrajo tudi izjemno pomembno vlogo pri oblikovanju svetovne klime. Zrak se dviga v tropskem zahodnem Pacifiku in potuje proti vzhodu visoko v atmosferi. Nato se zrak spušča nazaj proti površju nad vzhodnim Pacifikom, kjer ga površinski vetrovi pihajo nazaj proti zahodu. To ni vedno enako. Včasih je šibkejši, včasih močnejši. Med pojavom El Niño se Walkerjeva cirkulacija oslabi, kar zmanjša vzhodne vetrove čez tropski Pacifik. Ta premik moti globalne vremenske vzorce. V zahodnem Pacifiku, vključno z Indonezijo in Avstralijo, postane bolj vroče in suho, kar pogosto vodi v sušo. Hkrati pa vzhodni Pacifik doživi nasprotno, z močnejšimi padavinami in poplavami na območjih, kot sta Peru in Ekvador. Posledica je izjemno neravnovesje. Nekatere regije dobijo preveč dežja, druge premalo, posledice pa se razširijo na pridelavo poljščin, tveganje za nesreče in gospodarsko nestabilnost po vsem svetu. In vaš račun za živila. Med El Niñom v letih 23 in 24 so najvišje temperature morske površine dosegle okoli 29 do 30 stopinj Celzija, kar je peta najvišja vrednost v zgodovini meritev. Toda tokrat se Walkerjeva cirkulacija ni toliko oslabljena, kot smo pričakovali. Učinek toplejših voda Pacifika je bil delno izravnan z brezprecedenčno vročino v tropskih Indijskem in Atlantskem oceanu. Ta dodatna toplota je sprožila atmosferske spremembe, ki so okrepile pasate in utrdile Walkerjevo cirkulacijo ter tako izničile vpliv Pacifika. Zaradi tega so bile povprečne anomalije padavin v tropskem Pacifiku precej nižje od pričakovanih, vendar bi bilo zmotno misliti, da smo jo odnesli brez posledic. Nismo, saj učinek tega pokvarjenega dežnega stroja ne ostane v tropih. Aktivno zasleduje preostali del sveta, prek popačanja višinskega zračnega toka. Tropske padavine so vir toplote, ki poganja globalne atmosferske valove.
Ker je bil učinek na Walkerjevo cirkulacijo šibek v letih 23 in 24, dogodek ni sprožil močnih dodatnih zunajtropskih telepovezav. Telepovezave so ponavljajoči se obsežni vzorci atmosferskega tlaka in kroženja, ki povezujejo podnebne anomalije na tisoče kilometrov narazen. Delujejo kot nekakšen most, ki omogoča, da vremenske spremembe v eni regiji vplivajo na vreme v drugi. Telepovezave lahko trajajo tedne do mesece in se pogosto pojavljajo v ciklih. Zato so tako pomembne za sezonsko napovedovanje. Z opazovanjem izvornih regij lahko meteorologi napovejo vreme v oddaljenih odzivnih regijah mesecev naprej. To je močno orodje za pripravo na suše, poplave in izjemno vročino. Prav tako pomaga ohranjati nizke cene. Šibke telepovezave v letih 2023-2024 so imele 3 glavne in povsem nepričakovane posledice. Najprej so meteorologi pričakovali, da bo šibkejša Walkerjeva cirkulacija prinesla zelo potrebno mokro zimo južnemu delu Združenih držav in Kaliforniji. Regija se je spopadala s hudo sušo, vendar se napovedana mokra zima nikoli ni uresničila in suša se je nadaljevala. Drugič, če je pri El Niñu kakšna pozitivna stran, je to, da običajno zavira nastanek orkanov. Močna navpična strižnost vetra običajno raztrga orkane. Vendar pa zaradi šibkega odziva atmosferske cirkulacije ta strižnost ni nastala nad Karibiji in Atlantikom, kot je bilo pričakovano. Zaradi tega je sezona orkanov leta 2023 postala 4. najbolj aktivna v zgodovini. In tretjič, sezonske napovedi so postale nezanesljive. Običajne povezave med površinskimi temperaturami Tihega oceana in svetovnimi podnebnimi vzorci so se porušile. Tudi kadar El Niño deluje drugače, kot je bilo pričakovano, so njegovi učinki še vedno hudi. In to zato, ker posledice niso omejene samo na tropske in obalne regije. Poglavje 6. Popačenje curkastega zračnega toka. Planet je en velik, globoko povezan vremenski sistem in učinki El Niña na tak ali drugačen način dosežejo vsak kotiček. V ZDA obrne vremenske vzorce na glavo zaradi vpliva El Niña na ključen planetarni vremenski sistem – Rossbyjeve valove. Poznani tudi kot planetarni valovi, so vrsta inercialnih valov, ki se naravno pojavljajo v vrtečih se tekočinah. Najdemo jih v atmosferah in oceanih Zemlje ter drugih planetov zaradi vrtenja planeta. Rossbyjevi valovi so ogromni atmosferski in oceanski vzorci, ki pomagajo oblikovati globalno vreme. V atmosferi usmerjajo tlačne sisteme in curkasti tok. V oceanu potujejo vzdolž meja med toplo površinsko vodo in hladnejšimi globljimi plastmi. El Niño poruši celoten ta sistem. Premakne glavni vir atmosferske energije, vir Rossbyjevih valov, iz zahodnega Pacifika v osrednji ali vzhodni Pacifik. Med El Niñom tople temperature morske površine v osrednjem in vzhodnem Pacifiku povzročijo močno navzgor usmerjeno gibanje v atmosferi in obilno padavine. To prisili zrak, da se razširi visoko v atmosferi, kar ustvari območje, ki ga meteorologi imenujejo zgornja troposferska divergenca. Ko ta tok zraka sodeluje z vrtenjem Zemlje in osnovnimi vetrovnimi vzorci, ustvari močan vir Rossbyjevih valov. Ta vir deluje kot štartna pištola, ki sproži stacionarno verigo Rossbyjevih valov, ki potuje proti severovzhodu vzdolž curkastega toka v srednje zemljepisne širine. V Združenih državah to pogosto povzroči vztrajno območje nizkega zračnega pritiska nad Aljaškim zalivom, kar je značilna lastnost zim El Niña. Rezultat so suhe razmere, ki se pogosto razvijajo nad zahodno Kanado in v severnem delu ZDA, medtem ko so nevihte in hladnejši zrak usmerjeni v južni del ZDA. Brez snega na srednjem zahodu. Neprijetne neurje izven sezone v Kaliforniji? Zdaj veste zakaj. Toda to ne vpliva le na ZDA. Zaradi telepovezav se učinki čutijo po vsem svetu. Ti močni valovni nizi se lahko širijo navzgor v stratosfero, kjer oslabijo polarni vrtinec. Ta motnja se lahko kasneje spusti navzdol, sproži nenadna segrevanja atmosfere in pogosto povzroči hladnejše zime v Evropi. Ob istem času lahko isti sistem povzroči izjemno vročino v regijah, kot je Sahel v Afriki. Z drugimi besedami, nikjer ni prizaneseno. In ker lahko Rossbyjevi valovi postanejo stacionarni, lahko zadržijo vremenske sisteme na mestu. To vodi do dolgotrajnih ekstremov, običajnih suš pod vztrajnim visokim pritiskom ali poplavnih padavin pod stacionarnimi območji nizkega pritiska in vztrajne nenaravne vremenske razmere vodijo le do enega, višjih cen na blagajni. Zdaj si morda mislite, no, vsaj El Niño pride le vsakih nekaj let, tako da so učinki začasni. Na žalost je to najboljši možni scenarij. Najbolj strašljiv del vsega tega je, da vstopamo v trajno stanje El Niño, kjer se dvigovanje hladne vode v Pacifiku strukturno slabi. Hladnejša leta danes so zdaj toplejša kot vroča leta 80-ih. In ta trend se očitno hitro stopnjuje. Poglavje 7. Smrt cikla. Kljub vsemu razdejanju, ki ga je povzročil in ga še vedno povzroča, je bil El Niño v letih 2023 in 2024 blažji, kot so napovedovali.
Kljub temu so povprečne globalne temperature morske površine v letih 2023 in 2024 presegle tiste iz Super El Niña 1997-2098 za 0,2 do 0,3 stopinje Celzija po celotni površini oceana. Da bi si lažje predstavljali segrevanje oceanov, oceani vsako sekundo absorbirajo energijo, enakovredno 5 jedrskim bombam, kot je bila tista v Hirošimi. Svet se še vedno sooča s posledicami zadnjega El Niña. Učinek preostale toplote je bil še bolj uničujoč kot same motnje, ki jih je povzročil El Niño. Zdaj je pred nami trenutni El Niño in pričakuje se, da bo najmočnejši od 70 let 19. stoletja. Toda še preden bomo imeli priložnost, da si opomoremo od tega ali njegovih posledic, bo prišel naslednji El Niño in nato še naslednji. Tako je napoved za olajšanje pri vaših računih za hrano in komunalne storitve vse bolj mračna. Pomanjkanje hrane in šoki v dobavni verigi se bodo zelo verjetno razširili in poslabšali, prav tako tudi politična nestabilnost in konflikti. Obstaja pa še en dejavnik, ki ga povzroča El Niño in prav tako pomembno prispeva k inflacijskemu pritisku na vse blago in storitve. Sodobni svet postaja nezavarovljiv. 8. Poglavje: zavarovalna klavzula. Vplivi El Niña na telekonekcije zvišujejo globalne zavarovalne premije, saj povzročajo nepredvidljive, hkratne in razširjene vremenske ekstreme, ki presegajo tradicionalne modele tveganja in izčrpavajo pozavarovalni kapital. Super El Niño je dogodek, ki lahko vpliva na tveganja po različnih geografskih območjih, nevarnostih in zavarovalnih vrstah. Potencialne posledice je težko, če ne celo nemogoče napovedati. Za zavarovalnice je to prava nočna mora. Vzorci El Niña lahko hkrati povzročijo poplavne izgube v eni regiji, zahtevke zaradi suše v drugi in izpostavljenost požarom drugje. To pomeni več zahtevkov in višje stroške pozavarovanja. To je še posebej zaskrbljujoče v ZDA, kjer je veliko ljudi na poplavnih območjih še vedno strukturno premalo zavarovanih, saj standardne stanovanjske zavarovalne police tega ne vključujejo. Verjetno ste že uganili, kam to vodi. Višje premije za vse. In poleg vseh drugih inflacijskih pritiskov bodo te višje premije prenesene na potrošnike, kar bo povzročilo še dodatno rast cen. Stare normale ni več, El Niño jo je izbrisal. To je nova realnost in najboljši pristop je, da se preprosto navadimo nanjo. Nekako, ne glede na to, kaj se zgodi v svetu, vedno na koncu plačamo več. In tu se stvari zapletejo, ko poskušamo razumeti, zakaj. To razložimo v videu o inflaciji, zakaj cene ne morejo ostati enake. Ali pa si namesto tega oglejte ta video.